Sem zapel. Govorila smo o filmih, hotel sem o filmih. Vem, da imaš ti ful rad vojne filme. Ja. Zdaj, ne zdi se mi to, da je neka taka lastnost, ko jo imaš ti specifično. To je del moje osebnosti. Da so sploh med moškimi zelo univerzalno loved filmi o vojni. Ja, bolj sigurno. No, to je, ja. Ne vem, kaj pa tep? Pač kaj ti doživljaš, ko te vojne filme gledaš, zakaj ti je to tak fajn? Ker mislim, da na koncu ni sam pač akcija. Ker je tudi veliko dobrih vojnih filmov, ki sploh niso na osnovi neke hude akcije. Ja, ne? Najbolj mi je zanimiv ta aspekt, ko prikažejo oziroma probajo prikazati stvari, ki se jih v šoli ne učiš, na primer. Ali pa, ne vem, čist nek drug pogled je, ko ti nekaj bereš o neki drugi svetovni vojni, naprimer, ko gledaš nek film, se to je zdaj tako, kako so oni to zdaj dobro poustvarili, ampak čist neke druge, ti lahko tudi neke emocije doživiš, ali pa lahko si na drugačen način apatičen, empatičen. Pa dejansko vidiš, kao vse se še zraven dogaja, ali pa mislim, se je zdaj, itak imamo vojno, lahko odpreš 24 ur, ali pa kjerkoli MMC, ali pa kjerkoli portal, pa pač ti buta v free, sam to, ne imaš fulajnih novic. Ampak čist nek drug prikaz je, pa zanimivo je, ko imaš fulje recimo filmov, ki prikazuje ameriške vojake, pa njihovo perspektivo, pa imaš pa iz druge smeri tudi. Nemška tudi, ali pa kakaj ta. Meni je najbolj zanimivo, ko prikaže neke določene stvari v zadnji, ker to zdaj, ne vem, vojnih filmih pol je tak, da nimaš ti zdaj sam neko nasilje, ampak imaš tudi v zadnji neke ljubezni, ki se dogaja, ali pa kar recimo počuti nekdo prednji prišel tja, ali pa neke scene, ne vem, ko imaš, ne bom zdaj film omenil, imaš eno skupino, mislim, da nemških otrok, ki se ful veselijo, da bojo se lahko pridružili, tako da bi mi dva zdaj bila čisto nahajpana, ker sploh v bistvu ne veš, kaj te čaka. Se to mogoče sem ti, se ni važno. Ja. Mislim, sem ti razlagal, ampak v glavnem ful en bi kar pobegnil od doma in so vsi ful navdušeni, tako da je pač zmaga njihova na ta način. To je All Quiet on the Western. Ja, mislim, da je. Pol pa že v bistvu prvi dan jih vrže ven jarek poln vode in najprej tisto vodo s svojimi čeladami ven zlivajo. Pač praznejo jarek v bistvu, pa pol prikazuje napad, pa že kar v prvem napadu zgubi tudi, ne vem, mislim, da jih je bilo 5 ali 6 že kar v prvem napadu, sam 2 ali 3 ostanete, pa sam enega, pa stranaš naprej. To, kao v bistvu se njim še dogaja, pa neke te banalnosti ti prikaže film, ki jih mogoče tako nisi se nikoli učil, če te zdaj to zanima. Neka velika kaka mama ali pa kdo reče, tako pa to gledaš, to je samo streljanje, pa samo nasilje. Ja, lahko gledaš sam to, ne? Imaš take filme, lahko pa gledaš nekaj, kar ti prikaže še drug aspekt tega, da to ni zdaj samo. Meni se zdi, da se lahko tudi iz teh filmov posredno ogromno naučiš o človeški psihologiji. Se pravi, kako se ljudje začnejo drugače obnašati, ko so porinjeni v neko situacijo ali pa okolje, kot je na primer vojna. Pa pranje možganov, pa nek čredni nagon. Tudi to ne, ja, se pravi te propagande, pa to, da ti lahko misliš, da točno veš, kako moralo pa vrednote imaš. Polko si pa v vojni scenarij vržen, se pa to ful hitro spremeni. Ja, pa tem ti gre pol, ne, zdaj, če greš, ti gre za življenje in smrt, ne, sam to je tako, jaz malo zdaj to pametna tule. Ja, valjda, ja. Doma to je čist commentary. Ja, tako da, ja. Zelo je zanimiv, ko pol recimo en tak odsek, ki jaz ga ful nisem dosti pogosto videl, ker v glavnem spremljaš ti eno stran in ko bojo zdaj oni vse naredili, da zmagajo, da preživijo, imaš pa tukaj en primer, ko pač imaš te pač kot minsko polje in imaš dva, spremljaš tega junaka, če hočeš, pa na drugi strani nekoga iz nasprotne smeri in v bistvu ugotovita oba, da sta brez naboja in pol nekaj časa ful kaže hand to hand combat oziroma pol, ne vem, z lopatam pa to in pol v bistvu zgubita oba še tist, kar imata v rokah in pol on hoče njega, da ima reč zadušiti zemljo
In pol, ko je že on skoraj na koncu, mu pade, ne vem, kapa dal nekaj in pač vidi, da ima on isto familijo kot on, naprimer, ne. In pol mu začne pomagati, da bi pač tako, da se neka morala zbudi v njemu in da vidi v bistvu, da ni zdaj dejansko on njegov nasprotnik in mu pač hoče pomagati, pa kao ga rešiti, sam je tak prepozno. To mi je bilo všeč, ko si rekel, da ti je fajn, naprimer, ko se izpostavijo neke zgodbe, ki jih prej nisi poznal, ne? Ki jih v šoli niso pokazali, ker pa ne, zdaj ne govorimo o nekih stvarih, ko bi hoteli zamolčati, ampak toliko gosto je toto krvavo 20. stoletje, ne? Ja. Da je še toliko enih zgodb, ko še bojo povedane, pa ful jih je, ko ne bojo nikoli povedane, ne? In recimo Dunkirk je en film vojni, ki je pač o tem Dunkirku, o tej zgodbi jaz nisem vedel nič, ne? In je že sam zato bil ful zanimiv. Pa imaš ful teh judovskih zgodb iz holokausta, ko so posebej posnete, da se osredotočajo mogoče samo celo na eno osebo, ampak pač koliko je teh oseb, ne? Zdaj sem prebral ta strip Mouse. Ful priporočam, res zanimiv. Z pač mačkami pa podganami narisan, kaj se je dogajalo v obdobju pač holokausta v drugi svetovni vojni. V bistvu tako je ilustrator, je v bistvu stripar, ali kako se temu reče, je on not razlaga, kamu njegov oče razlaga, ki pa je preživel holokaust. Pa preživel je pač ne, mislim, da 2 taborišči. Ampak on je bil v taborišču kot žrtev? Tako, on je bil žit, ja. Okay. In tudi tam vidiš v tem stripu, pa tudi v kakih filmih, je ena taka plat, ko si rekel, če si ti recimo nemški vojak v taborišču, pa recimo, da ni uspelo sistemu, da so ti upravili možgane, kar se Židov tiče, ne? Pa da še imaš neki človečnosti pa morale, ti še vsem riskiraš, da bojo pa tebe ubili, če boš komu pomagal. Ja, itak, ja. Ker pač kaj lahko ti tam narediš? Lahko si po mojem sam zbral, kaj je najmanj slabo, kar lahko narediš, ker sklepam pa, da če je pa nekdo se začel ful v redu obnašati skozi daljše obdobje, je pa postal sumljiv, ne? Do Židov. Ja, verjetno. Mislim, redko so stvari tako črno-bele, ko pač si ljudje hočejo razlagati. Načeloma da so zelo redko, bi rekel, ali pa nikoli, ja. V glavnem, meni je najbolj to, da vidiš ti neko tako ozadje, zdaj, ko si me vprašal, da vidiš ti neko ozadje, pa da lahko neko drugačno empatijo, da ni zdaj v bistvu, da gledaš to zaradi nasilja. Tudi, ne vem, no, jaz mislim, da ne vem, no, zdaj, če gledaš zelo črno-belo, pa bi lahko na ta način dojemo to. Drugače pa načalo, mislim, da imaš tukaj enih stvari še pol tu zraven. Imaš pa tudi, ne vem, ljudem se pa tudi ne da gledati, zato ker jih pač zgodovino splošno zanima, ali pa ime pač to res odurno, sploh če je kak bolj gory film. Ja, mislim, se ene naredijo težke za gledati, ampak eni pač režiserji se nočejo odmikati od resnice preveč, ne? Ker če hočeš pa ti film narediti mainstream, boš pa mogel malo lepšati vse skupaj. Ja, zato da boš sploh predvajan, po mojem. Ja. Vse čeprav, ne vem, a je bil Saving Private Ryan mainstream. No, ampak tudi ni bil mainstream, ampak še vsem prikazuje. Ne, mislim, imaš določene stvari. Ja, pa je, ko ima čreve ven. Ja, mal je gor, ja. Ampak je še vsem prikazan tako, pač zmagovalci piše zgodovino tako, in zdaj prikazuje zmagovalca, ne, in mi jih bomo potamanili in to bo zdaj. Ja, mogoče je bilo eno tako obdobje vojnih filmov, ko so bili na to foro, da se osredotočili na zmagovalca, pa na to, kako so vse perfektno speljali. Pa je bila pa neka taka renesansa filmov, ko so bili pa tak it's not that simple, ne? Pač koliko je stvari šlo narobe,
Tako da ful kompleksna tema, no. Mene je ful zanimiva. Že zaradi tega zagledati, ker ni tak, ker lahko pogledaš en za drugim 2 različna vojna filma, pa boš dobil čist 2 različne leče na eno situacijo. Imaš en tak zgodovinski hoče prikaz, pa imaš pa Inglourious Basterds, ko se pa spravimo na njih. Ko pa spremenimo zgodovino, ja. Mislim, no, tudi, to tako, zdaj tisti, ki ste gledali, to tako veste, o čem govorimo, da ga če pa to tako distorted. Ja, ampak zgodba in vse priporočamo. Ja, zelo priporočamo. Neslavne barabe. Od Quentina Tarantina. Ja. Vritenin en dikterinin. Jaz se ne moram spomniti, pa smislo, to reči, kak je? Vritenin en direktionin, ne vem kva. Written and directed by... Vritenin en direktino. Ne, to sem zdaj prav rekel. Ja. Quentin and Tarantino by written direktino. Tako je, prav. Oj. Drage poslušalke in dragi poslušalci, če vam je bil najin podcast oziroma tale epizoda všeč, se naročite na najin kanal, lajkate, subscribite in komentirajte. Ker če ne, vam bo zmanjkalo benzina že v tistem trenutku, ko se lučka pržge. Cin. Kot tvoj avto zvok. Ja.